Na dvorcem Rakičan bodo ta konec tedna poletele čarovnice, ki bodo poskrbele za 3-dnevni spektakel Ples noč čarovnic. Dogajanje se bo pričelo v soboto 28. oktobra in se z veliko čarovniško zabavo zaključilo v ponedeljek. Ples noč čarovnic bo letos potekal že 5. Več o samem dogodku nam bo povedal direktor RIS dvorec Rakičan Robert Celac. Pozdravljeni. Pozdrav. Mogoče, če za začetek poveva, torej letos kar 3 dni zabave. Kdo so tisti nastopajoči, ki nas bodo zabavali v večernih urah? Ja, po nekako 4 letih izvedbe Plesa noč čarovnic, kjer smo dejansko vsako leto zabeležili velik obisk, smo se letošnje leto ob tradicionalni 5. izvedbi prireditve odločili, da bomo prireditev izvedli 3 dni in nekako ga tudi glasbeno približali različnim poslušalcem. Tako da je prvi dan, sobotni dan, je bolj rockersko obarvan. Nastopili bosta verjetno 2 najbolj aktualni slovenski rock skupini, to sta Bigfoot Mama in pa Siddharta. Drugi dan je nedeljski dan, tradicionalno obarvan z bogatim programom, tako za otroke kot za odrasle, in večerni glasbeni program namenjen tudi široki paleti poslušalcev, kjer bosta nastopili skupini Modrijani in pa grupa Vigor. In pa letošnje leto novost, še 3. dan, ki se bo nekako zavlekel v ponedeljek, to je 30.10., kjer bodo pa nastopili Be Cool, Nika Zorjan, Midva in pa Crvena jabolka, in že iz spektra glasbenih izvajalcev se lahko nekako razume, da smo poskušali zadostiti različnim glasbenim okusom. Že ste omenili, da bo v nedeljo, drugi dan dogajanja, tudi pestrodnevno dogajanje. Kaj vse ste pa pripravili za čez dan? Ja, nedeljski dan je tisti dan, ki je dejansko namenjen družinam. Program se bo pričel ob 12. uri in nekako doživel vrhunec nekje med 5. in pa 18. uro, se pravi med 17. in pa 18. uro, kjer bo nekako tudi sojenje čarovnicam, kjer bo potem tudi prižig kresa oziroma ognja. S tem sojenjem čarovnice želimo prikazati to zgodovinsko krivico, ki se je dogajala v srednjem veku mnogim ženskam, in nekako tudi na ta način malo vplivati na ozaveščenost in oznanjo zgodovine. Kaj se bo dogajalo tekom dneva? Dogajalo bo se seveda veliko, ogromno tega. Imeli bomo zipline, se pravi polet iz dvorca Rakičan proti parku. Imeli bomo vrtiljake, vlakce, zelo bogat srednjeveški program z raznim lokostrelstvom, z prikazom srednjeveških opravil, z eno dramsko igro srednjeveško, z raznimi srednjeveškimi otroškimi igrami, kot recimo hoja po teh huduljah in tako naprej. Skratka, zelo pestro. In letošnje leto novost, ki pa je seveda tudi povezana z čarovnijami oziroma čarovništvom in tako naprej, ampak seveda z triki. Imeli bomo 3 čarovnike, 3 iluzioniste, 2 odlična slovenska iluzionista in pa enega hrvaškega iluzionista, ki nam bodo pričarali, začarali nas z svojimi različnimi triki, in tega se vsi mi skupaj tudi zelo veselimo. Torej pestro dogajanje. Kako je pa s stopnicami? Kje jih je moč dobiti? Kakšne so cene? Ja, stopnice v prvem kontingentu so pošle. Tisti, ki niste pohiteli, žal ne morete več dobiti. Imamo še nekaj stopnic v drugem kontingentu, vendar tudi te res grejo proti kraju, kot pravimo. Vendar zagotavljam, da bo tudi na dan prireditve za vse tiste, ki pridete dovolj zgodaj, dovolj stopnic. Tudi za Siddharto, ki smo v predprodaji, bomo verjetno razprodali, bo še ostalo 1000 stopnic za tiste, ki pridejo prvi. Ampak samo 1000, pa nič več. Lansko leto, če se spomnite, smo morali nekje ob 10:30 zapreti blagajno in se več pač ni dalo kupiti stopnic. Predvidevam, da bo podobno tudi letos, tako da svetujem vsem tistim, ki še stopnic nimajo,
da se odpravijo na prizorišče čim prej in potem ne bodo imeli težave z nakupom vstopnic. Za ostale dni jaz mislim, da ne bo takšnega nevala, čeprav tudi, moram povedati, da tudi ponedeljkov dan je ogromno vstopnic razprodanih, tako da se tudi tam približujemo res lepemu številu obiskovalcev. Pričakujem, da bo vsak dan okrog 5000 najmanj obiskovalcev, tako da tudi v tej luči apeliram na vse, da se držijo navodil rediteljev. Zunaj na parkiriščih bo dovoljšno število rediteljev, ki bo vse tisti, ki bodo prišli z avtomobili, tudi usmerjali in pa seveda pokazali prosta parkirna mesta. Parkirnih prostorov je več kot dovolj na obeh dveh straneh glavne ceste. In pa seveda za vse tiste, ki pa bodo prišli iz Murske Sobote, smo pa seveda tudi organizirali brezplačni avtobus. Imamo kar nekaj terminov, voženj avtobusa iz Murske Sobote v dvorec Rakičan in potem tudi nazaj, ki je brezplačen. Torej, ta vikend pestro dogajanje v Rakičanu. Hvala vam za obisk v našem studiu in seveda naj vam služi vreme. Hvala lepa in veselimo se obiska vseh.